V sklopu projekta NICE od niše do središča, mestna središča v krožnem življenjskem slogu, ki je sofinanciran v sklopu programa Interreg Srednja Evropa, smo se v znanstveno-raziskovalnem središču Bistro Ptuj odločili s pop-up trgovino oživeti degradirano območje mestnega središča s krožnim gospodarstvom. Pop-up trgovina je delovala v lokalu iz fonda mestne občine Ptuj in sicer na lokaciji Prešernova ulica 1, kjer je kot zadnji najemnik delovalo razstavišče Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, torej Salon umetnosti. Prostor je bilo potrebno po prevzemu počistiti, urediti elektriko in ga opremiti za potrebe trgovinske dejavnosti. Pri opremljanju prostora se je sledilo načelo trajnosti oziroma ponovne uporabe pohištva, zato smo se povezali s Centrom ponovne rabe Ptuj, ki deluje v okviru javnih služb Ptuj. Pohištveni elementi so bili dani v izposojo, hkrati pa bili na prodaj kot razstavni eksponati. Ker je bila s strani rokodelcev in umetnikov v preteklosti že večkrat izražena želja po cenovno dostopnejših prostorih za prodajo izdelkov v centru Ptuja, je ZRS Bistra Ptuj aktivno pristopila k iskanju primernih EU projektov in rešitev našla ravno v projektu NICE. Zainteresiranim sodelujočim se je predstavilo princip delovanja pop-up trgovine, njihove zadolžitve ter odgovornosti. Prostor jim je bil oddan v brezplačno uporabo, v njem so svoje izdelke prodajali, organizirali delavnice ter razstave. V sklopu projekta smo izvajali 2 termina odprtja pop-up trgovine. Prvi termin se je izvedel od začetka oktobra do konca decembra 2024, ko smo predvsem nagovarjali lokalne prebivalce v času božičnih obdarovanj. Drugi del je zasedal poletne mesece, od začetka junija do konca avgusta leta 2025, ko smo nagovarjali tudi turiste in obiskovalce mesta. V obeh terminih je delovalo po 10 umetnikov, rokodelcev. Še posebej ponosni in veseli pa smo, da se je projektu pridružil Varstveno-delovni center Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marjana Boštnerja Dornava, saj smo s tem vključili v delovanje tudi ranljivejšo populacijo družbe. Smo ena izmed 7 enot Varstveno-delovnega centra Zavoda Dornava, pomeni, da domujemo tukaj na Vičavi 5A, zaposlujemo pa dejansko uporabnike s posebnimi potrebami, tukaj na Ptuju jih imamo vključeni 30. Mi smo bili že zelo veseli, da ste nas povabili v ta projekt. Že ta druga lokacija, že samo mesto nam je pomenilo nekaj novega, nova doživetja, novi prostori, novi izdelki. Ja, lepo nam je bilo tukaj. Prodajali smo izdelke, ki jih ustvarjamo v naših delavnicah na Ptuju. To so izdelki s posebno noto. Jaz vedno rečem, da ti naši izdelki imajo posebno energijo. Nekateri so tudi iz recikliranega materiala, tu imam v mislih predvsem tekstil, take posebno lepe tekstilne torbice izdelujemo, ki jih pa punce z dodatkom potem našijejo, razne mandale, razne kroge in to daje izdelku še dodano vrednost. Mi smo vključevali kar več uporabnikov, ker mi želimo v mesto, ker nas je kar veliko, vsi želijo nekaj novega in to jim tudi omogočamo. Posebej pa sta izstopali naši 2 punce, ki smo jim dali možnost, da sta tudi na začetku s pomočjo prodajale, potem pa že kar samostojno in to jim je bil posebni izziv, posebno ena deklica obvlada nemško, obvlada angleško in bilo je kar veliko v avgustu francoskih turistov in je bilo tudi, celo Američani so bili in to je veliko pomenilo.
Implementacija projekta v okolje je prinesla sicer veliko izzivov, a najpomembneje je, da so izsledki odprtja tovrstne aktivnosti predvsem pozitivni. S pop-up trgovino smo tako 10 umetnikom, rokodelcem ponudili možnost, da svoje izdelke predstavijo in prodajo v samem centru mesta. Hkrati pa smo tako lokalnemu prebivalstvu kot obiskovalcem mesta ponudili enkratno priložnost, da najdejo v samem centru mesta darila, spominke, skratka vse to, kar bi radi, da jih spominja na našem mestu.